naloga je, da se učite. Le kdor se uči, bo kaj znal. In le kdor kaj zna, bo lahko koristil domovini. Naučiti se morate ljubiti svojo domovino. Domovina je prelivala kri za svobodo. Postati morate takšni, kakršni so bili vaši tovariši mladinci med bojem. Od doma sem odšla, kakor da grem na tržnico v sosednjo ulico, vendar sem drgetala od radovednosti, kaj me bo čakala v novem okolju. Spominjam se, da sem sedela pred kupom brošur in premišljevala, katero šolo naj si izberem. V 8. razredu osnovne šole sem sanjala o šoli in si ustvarjala iluzije. Avstrija. To je bil takrat zame nekakšen cilj. Dijaški dom, šola. Vse skupaj se mi je zdelo kot nekakšne počitnice brez staršev. Avstrija se mi je vedno zdela kot obljubljena dežela, dežela z bodočnostjo. To se mi zdi, da drugje so bolj napredni, drugje več so, ne vem, več so dijaki zmožni, več, ne vem, sistem se mi ne zdi to. Učijo več jezikov, pa bolj se morajo učiti kot tle, ne? Tudi je prav sam, da se šolajo, sam da ne bojo buteljni ostali. Po eni strani je to pametno, zato ker tlele pri nas tale sistem šolski totalno zafura, ne. Če so Slovenci, ne so v Sloveniji učijo, ne? Meni se zdi, da so v drugih državah, v drugje, da jih bolj obratajo, ne vem, da tukaj se ne posvečajo toliko posameznikov. Nič ne škoduje, ne? Da je ta Slovenija mlada, pa to uporabimo, ne. Ekonomiste pa te zadeve, ne. Ne prideš sem pa, da bodo gospodarstvo zboljšali. Dobro bi bilo, če bi nazaj prišli, ne, da NATO beg možganov v tujino. Ola Frošč, Markus Polter, Sandra Kaufmann, Strden Miha. Za kratek čas so združili oba prva letnika. Nas Slovenci iz Slovenije in koroške Slovence. Takrat smo bili prvič soočeni drug z drugim. Bleves Andreja. Dobro jutro, gospodične, ostanimo. Sedi. Florence Seja. Ja. Desiree Meden. Ja. Emanuela Zabela. Zabela. Dobro, Zabela. Dve skupini, dva obraza, dve mentaliteti. Vaša naloga je, da se učite. 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 Vaša naloga je, vaša naloga je, da se učite. Vaša naloga je, vaša naloga je, vaša naloga je, da se učite. Da se učite. Da se učite. Da se učite, da se učite, da se učite. Le kdor se uči, bo kaj znal. Dobar dan. Poramič. Ja, pogledajo punco. Živijo. Živijo. Kaj pa ti tukaj? Nič, na počitnicah sem. Kako na počitnicah? A nisi doma? Ja, v Celovcu študiram. O, Klagenfurt, oho, šilingi. Se bavi. A kaj šprekaš, pa šprekaš? Se pravi, poglej, ne?
1275, 2300, in Dollars, bitte. Das greva, no. Ja. Auf Wiedersehen. Kako se reče po nemški, ne daj nacistom šanse? Gib, nacist, kein Chance. V Avstriji sem preživela že nekaj mesecev, a se mi je še vedno zdelo, kot da hodim Avstrijo tako, mimo grede, živim pa v Ljubljani. Z Majo sva bili še vedno najboljši prijateljici. Da sem pri faksu. Tako sem nekaj težijo v šoli. Zdaj nismo samo ene cifre v rodovalnici. Prost ni tako. Ne, v Celovcu se bolj ukvarjajo z nami. Ampak itak je pol odvisen od perfaksa. No to pa res je pri nas tudi kakšen čist kul. Zdaj smo z enim šli žurat nekaj. Res, jaz ful prijatelje pogrešam. Zdi se mi, kot da smo se odtujili in da izgubljamo drug drugega. Bule, če v Zaca karavanke pošljamo, tam če se pridajo. Ja, hudiče, jaz sploh ne vem, kaj ti oče je. A veš, mislim, moj pa dole cel kup šel, akor. Pa ne dol ta graje. Mislim, pa dole tu zake, akor. Jaz ne vem, pole pa noži štu ne pride naprej in cel cajt zaostojejo in one nožem cajt krodejo. Enostavno jih je preveč. Moti me pa, da smo mi v našem nazivu samo 4 Avstrijci in 20 Slovencev. Akceptiram, da pride en sem ali pa dva, ne pa da masovno hodijo čez meje in nadlegujejo tle nas koroške Slovence. No. Ta invazija, bi skoraj že rekel, ima tudi negativne strani. Drži pa tudi, da je to nekako privedlo do večje onesnaženosti na naši šoli. Entweder so čisto v redu ali pa negativno. Jaz sam v bistvu nič ne moram protestirati od tega, če se šteštu, no. Tisti, ki prihajajo iz Ljubljane, se včasih videli, da so veliko, čisto drugačni, kakor so naši, tukaj mi smo s podeželja v glavnem. Nimam kaj proti, da pride en sem ali pa dva, samo kot cela skupina, da prav tako rekoč mase hodijo čez mejo. Tega se bojim, ne, in to je treba čim prej preprečiti, ne. Ko sta dva Ljubljančana prišla tukaj na šolo in sta potem rekla, tukaj bi še kar luštno bilo, če koroških Slovencev ne bi bilo, no. Se pa če bolj kako bi rekel, prej je bila komunistična država, ne. Ampak Slovenci so veliko bolj direktni kot mi, ne. Mi se ne upamo, nekateri peč, no. Dole so jih tiste komunistične ideologije učili, pa nobene krščanske morale, pa nič, zdaj pa gr še pošljete froce, da se bi pri nas kaj naučili, kaj pametnega, pa žebrat, pa fajn se obnošati, pa tak pa nič ne znajo. Druge gr se učijo, tiste jointe, kak jim pravi, kadijo, pa zavajajo, nošete pridne otroke. Tu se pač potem branimo, kot pač gre, ne. Sploh ne morem razumeti, kako si ti tipi iz Ljubljane in iz Slovenije dovolijo priti sem in zahtevati vse pravice, ko pa sploh niso avstrijski državljani. Mislim, to absolutno, to je nekaj zame nerazumljivega.
Komaj sem dočakala soboto, ko sem šla domov, v Ljubljano. Venomer sem tožila, da hočem nazaj, življenje. Po nekaj mesecih sem opazila, da se mi prijatelji v Ljubljani odtujujejo. Na koncu je prava prijateljica ostala le še Maja. sich vom Schoß der Mutter und von den Geboten des Vaters befreit hat, nur wenn er sich als Individuum dann entwickelt und dabei die Fähigkeit erworben hat, selbstständig zu denken, dann kann er den Mut aufbringen, zu einer Macht Nein zu sagen und ungehorsam zu sein. Wenn ich vor der Freiheit Angst habe, kann ich nicht wagen, Nein zu sagen, kann ich nicht den Mut aufbringen, ungehorsam zu sein. Prišla sem v Avstrijo zaradi tega, ker so starši tako hoteli, pa zato, ker sem mislila, da drugače, sploh nisem pričakovala, da bo tako. Potem pa vsem se izkaže, da je to bolj, vse bolj vas, kakor pa mesto. Včasih mislim, da ima malo komplekse, kakor da se mi delamo, da smo nekaj več, pa to ni res, mislim si najbolj predstavljati. Zaradi pouka nemškega jezika se nam smejijo, pa vse se mi zdi lahko, če mi kaj vprašamo, ja, pa vi ste neumni, vi ste uno.
ko imamo pa mi slovenščino, moramo pa mi čisto biti tiho pa vse. In v slovenščini nas razdelijo dve skupine, mi delamo za sebe, učitelj dela z njimi, v nemščini pa smo vsi enaki. Že na začetku mislim, da so tudi naredili profesori napako, ko so nas vse Slovence dali v poseben razred, ločeno od koroških Slovencev. Mislim, da nas je tokrat preveč prišlo gor. To nas je bilo kar 20. In to smo se potem preveč Slovenci družili med sabo in nismo najdeli posebnega kontakta s temi ljudmi, domačini. Ne bi rekla, da je preveč, zato ker kakor jaz vidim, sem se jaz lahko z njimi sem dobro prišla z njimi v stik, zakaj pa tudi drugi ne bi. Mislim, da je res ena dobra stvar, če tudi Slovenci gor hodijo v šolo, ker se oni nemško naučijo in mi se bolj slovensko pogovarjamo. Rejnce zdaj, ko se pride v šolo, je po mojem zelo super za naše dijake in mene je žal, da to prej ni bilo, da mi to nismo doživeli. Zmerjajo nas, da smo mi Slovenijo prinesli sem gor alkohol pa cigarete. To, kar sploh ni res. Ne, ni res. Ne, ni res. To smo mi rekli. Ja, vi ste to rekel. Ja, se ni važno, on je tudi Korošc. V razredu radi zajebavajo, ne, pa zajebavajo nas Balkanci. Nemci pravijo, to ni... Povej mi čisto tanjšo, nimaš dokazov, nič nimaš, črno na belo mi pokazal. Ne moraš reči, da sem z Balkana, zato ker si tudi ti z Balkana, pa zdaj sem tudi na Balkanu trenutno, razumeš? Kaj v tem? Ja, no, pa ne pravi, da smo Balkanci, ker si ti tudi Balkanci. Kljub temu lahko rečem, da si Balkanka. Kljub temu lahko rečem, dejno. Najhujše šoke sem doživela prav v okolju, o katerem sem si ustvarjala prelepe iluzije. Gimnazijci v Sloveniji se zelo, zelo razlikujejo od teh na Koroškem. Dve skupini, dva obraza, dve mentaliteti. Mi, ki smo jih pomilovali in pričakovali, da bodo vsi oblečeni v zakmašno obleko, in oni, ki so nas sovražili, kajti zaradi nas, Balkancev, je zmanjkalo prostora na šoli. Slovenci z ene strani Karavank smo se začeli družiti izključno z ljudmi iz svojega kroga, oni z druge strani pa so delali isto. Poznala sem, da mi Balkanci nismo preveč zaželjeni v Celovcu. Mislim, da se tukaj obnašajo preveč vzvišeno, da nimajo pravice jeziti se na nas, ker ne znamo dobro nemško. Morda se tudi mi obnašamo preveč ošabno. Ostala sem na točki med dvema krajama. Enega sem izgubljala in v drugega se nisem mogla ujeti.